Kočevsko jezero velja za enega najbolj čistih jezer v Sloveniji, čeprav je nastalo na mestu nekdanjega rudnika, ki so ga opustili pred več kot 50 leti. Danes je priljubljena točka, ki tako domačine kot tuje turiste privablja predvsem zaradi mirnega okolja, ki ga obdajajo prostrani gozdovi. Kakovost vode se je v zadnjem desetletju bistveno izboljšala, uredili pa so tudi turistično ponudbo. Se nam zelo dopade, smo prvič tukaj in prišli smo za 2-3 dni, da malo pogledamo še okolico. Je sicer čistoča vode pomembna? Vsekakor da čistoča je pomembna, ker če ni čisto, pol so lahko kakšne bakterije ali kaj takega, lahko nalezljivo. Na prvo oko videti je dokaj čisto. Po analizah je. Vse velikokrat kopamo, ja. S prijatelji. Tle je zabavno, ko je topla voda pa tok. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano oziroma NLZOH z natančnim monitoringom spremlja kakovost vode, preverja prisotnost onesnaževalcev in mikroorganizmov ter tako zagotavlja varno okolje za vse obiskovalce in živali. Prvi vzorec se na vseh podzemnih merilnih mestih odvzame pred pričetkom kopalne sezone in traja do konca kopalne sezone. Za vzorčenje vode površinskih kopalnih tekočih voda, brakičnih voda ter vode vodnih izvirov so pomembni pogoji, kot so vzorčenje se izvaja v homogenem delu vodnega toka. To pomeni, da se izvaja tam, kjer je vodni tok enakomeren. Kopalna sezona na celinskih vodah sicer traja od 15. junija do 31. avgusta. Mesto odvzema vzorca je vedno vnaprej določeno s strani Agencije Republike Slovenije za okolje s točnimi koordinatami. Vzorčenja morajo potekati najmanj enkrat mesečno in najmanj 4-krat v sezoni. To jim zagotavlja primerljivost skozi čas in poveča odzivnost ob morebitnih spremembah kakovosti. Vzorčenje zajema več preverjanj. Na vsakem odzemnem merilnem mestu pri vzorčenju odvzamemo vzorec površinske kopalne vode za mikrobiološko preizkušanje. V obseg vključimo mikrobiološke parametre, intestinalne enterokoke in pa Escherichia coli. Izvedemo terenske meritve, kot so temperatura zraka, vode, električna prevodnost, pH vrednost, prosojnost. Prisotnost bakterij v vodi je eden ključnih kazalcev, ali je kopanje varno. Te bakterije so namreč pogosto znak onesnaženja z iztrebki in lahko predstavljajo tveganje za zdravje. Vzorčenje poteka tam, kjer je gostota kopalcev največja, približno 30 cm pod gladino, v dobro premešanem delu vode, ki je globoka vsaj 1 meter. Ob večjih padavinah se kakovost sicer lahko začasno poslabša, a meritve kažejo, da je stanje slovenskih kopalnih voda na splošno dobro. V letu 2024, da so bile vse uradno spremljene kopalne vode v Sloveniji ocenjene kot vsaj zadostne, brez enega samega primera slabe kakovosti. Slovenija se torej po deležu odličnih in dobrih kakovostnih kopalnih voda uvršča nad evropsko povprečje, predvsem zaradi zelo dobrih rezultatov na morju. Slovenija je pa tudi v letošnjem letu 2025 med državami z najvišjo kakovostjo kopalnih voda, tako obalna kot celinska voda večinoma dosega standard odličnosti. To je odličen podatek. Kopalci v čistih vodah lahko uživajo po vsej Sloveniji. Najbolj čiste kopalne vode so tudi Blejsko in Bohinjsko jezero ter reka Krka. Priporočljivo se je kopati na uradnih kopališčih, kjer se redno obvešča o kakovosti prek informacijskih tabel in kart kopalnih voda. Samo redni nadzori kakovosti kopalnih voda pa bodo njihovo dobro stanje ohranjali in še izboljšali.